In kaj so me naučili ti naši hribi? Predvsem, da je treba spoštovati svojo zemljo. Navdušeno podpiram reklo Slovenija moja dežela v vseh oblikah. Da je treba spoštovati naš živelj, od vseh meja izpostavljen tujim vplivom, in da je treba spoštovati našo kleno besedo in našo lepo slovensko pesem. Jo negovati, žal je prišlo celo tako daleč. Trintarji so že davno tega po svoje in preprosto opisali lepote svojih krajev, ko so rekli, da je Trenta strašno lepa. Trenta. Tako se imenuje Soška dolina od vasi Soča navzgor. Z večine so samotni Trintarski vrhovi, Pihavec in Zadniški ozebnik, Kanjavec in Vodnikov vršac, pa Srebrnjak, Bavški Grintovec in Pelci nad Zapodnem. V silnih strminah se grezijo naravnost v dolino. Ne občutiš tega tako, kadar romaš pod njimi v lepem sončnem dnevu željo, da se čim prej vzpneš nanje. V neurju šele razodenejo neusmiljeno spetost. In če pod noč hodiš ta pota, ti bučanje voda še veča nekakšno plaho spoštljivost, ki pa v naslednjem jutranjem soncu izgine. Prej in poslej pa so bili Trintarji strastni divji lovci. Smela podjetnost in neverjetna plezalska spretnost v pečinah je pripeljala Trintarje daleč v bogata lovišča julicev za Triglav čez Kriške pode do Martuljka. Ni jih vodila zgolj gorska sla, temveč nekoč najsposobnejši gorski vodnik Gams. Tako je Kugi napol za šalo, napol za res uganil, da se imenuje Kugijeva polica nad severno Triglavsko steno po njem zato, ker je bil on prvi, ki jo je preplezal brez Gamsa na plečih. Pojoča je govorica tistih redkih Trintarjev, ki še vztrajajo. Klena je njih beseda, žuljava njih roka. Že kar 120 let bo tega, kar so pričeli zahajati turisti in izletniki v Logarsko dolino. Iz leta 1862 je prva še ohranjena upisna knjiga, namenjena gostom skromne krčme, ki je bila tedaj odprta. Prvi pogled v to dolino in na venec gora krog nje je prav posebno doživetje. Ni čudnega zato, če se danes stare turistov in enodnevnih izletnikov. Mnogo izletnikov se ravno po takšnem enodnevnem popotovanju zazmeraj zapiše enkratni lepoti naše gorske prirode. In za marsikoga je bila ravno ta dolina vsega kriva, da tako rečem. Kakor druge so tudi na te vrhove prvi stopili domačini, pastirji in divji lovci. Srčni možje iz ljudstva pod gorami so že davno prej, preden so se prikazali meščanski plezalci, v teh stenah brez prave opreme, v podkovanih coklah ali pa bosi preplezali vse police, lašte in plati. In ko jesen obarva gozdove svojo čudovito paleto ali ko prikličejo prve snežinke zimo v gore, takrat bo tudi v Logarski lahko vsakdo romal svoja tiha pota, sam s sabo med klenimi domačini in samotnimi gorami. Ko je France Prešeren prišel v vrata našo najlepšo in najbolj slikovito dolino, kar jih vodi iz Mojstrane pod Triglav, je prerekoval neki domačinki, da ljudje še ne vedo, kako je ta dolina lepa, da pa bo že prišel čas, ko jo bodo množično obiskovali. In res naš veliki poet se tudi na tem področju ni motil. Večina tistih, ki jim je gorski svet pri srcu, gre zdaj na Triglav po tej poti, mimo Peričnika, slikovitega Slapo in mimo Aljaževega doma v Vratih. Največ zaslug za to, da je ta dolina zares tako obiskana, gre seveda njeni lepoti, vendar tudi triglavskemu župniku Jakobu Aljažu, ki je tej dolini in seveda Triglavu posvetil vse svoje življenje. Iz mnogih slovenskih grl pa mnogo desetletij doni njegova pesem. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. V hribih so ljudje povsem drugačni kot dolini. Ne najdeš čemrnega človeka, kakor da so skrbi pustili nekje globoko spodaj, kakor da jih je veličastnost narave povsem prevzela in zaposlila. Opazoval sem te pojave na svojih prijateljih in znancih in verjetno so tudi oni to opazovali na meni, kakorkoli že, drži, da so v hribih doma veseli ljudje,
vedno pripravljeni za klepet, za šalo in tudi za nesebično pomoč, če je treba. Čopovega Joža sem prvič srečal na poti čez Prag. Takrat sem bil še zelo mlad in ko so mi povedali, kdo je to bil, mi je bilo žal, da nisem pozdravil še bolj spoštljivo. Alpinist je bil Čopov Joža, da mu ni bilo para. Gorski reševalec, človek, pojem je postal za naše hribe in z njimi neločljivo povezan. In kdor je z njim preživel večer, ga bo še dolgo, dolgo pomnil. Poje sem se pa enkrat odločil, sem rekel, Bog ved. A je centralni stebr preplezan, Italijanom je dišel, Nemcem je dišel, vsem, men pa ne bi. Je rekel Smrčarjev Miha, nosi danes doktor Potočnik, ne, je rekel, češ pa ti to preplezal, bom pa jaz široko peč nazaj dol. Jaz sem ta svoj naredil, Miha pa še zdaj ni nazaj dol preplezal široke peči. Bil je človek izredno plemenitega značaja, neverjetne naravne inteligence, globoke srčne kulture, narodno zaveden ter seveda do zadnjega poln klenih šegavih misli, zares prava slovenska Grča. Ljubil je naše gore, imenoval jih je po pravici raj na zemlji. Ljubil je svoje delo v tovarni, ljubil svoj narod. Po naši deželi. Slovenski podzemeljski svet. Postojnska jama. To je najlepša razstava kiparstva narave, ki sem jo kdajkoli videl, je ob obisku v Postojnski jami zapisal slavni angleški kipar Henry Moore. To umetnost prirode, ki jo je tisočletja dolbla reka Pivka in ki so jo ljudje na Postojnskem krasu z lagoma in strahoma odkrivali že pred stoletji, poznajo po celem svetu. In če bi Slovenija zares nekoč preštela in razvrstila vsa prirodna čudesa, bi bila gotovo Postojnska jama in z njo naš podzemeljski svet prav na vrhu. Verjetno je malo Slovencev, ki vsaj enkrat ni zaneslo v ta svet kapnikov, oblikovanih v najbolj neverjetnih, fantastičnih podobah. Zdelo se mi je, da smo vsi skupaj, pa naj smo bili v kongresni, koncertni ali veliki dvorani, ali denimo v lepih jamah, kot pred pradavnim oltarjem in da se mu je vredno prikloniti. In če se boste podali v Postojno ali njen okoliš v podzemeljski svet in če boste kdaj občudovali mogočne in nenavadne tvorbe, ki burkajo domišljijo, vedite, da so to zgradbe tisočletij, kajti kapnik zrase v 100 letih nekako za 10 ali 15 milimetrov. Kadarkoli sem bil v Trenti, sem vedno znova občudoval njeno lepoto in njene ljudi. V tej dolini so bili doma najboljši slovenski gorski vodniki in kot senca me spremljajo zgodbe o njih. Prav gotovo ste zgodbo o vodniku in lovcu Antonu Tožbarju Špiku, ki mu je zadnji trentarski medved otrgal spodnjo čelust, že vsi slišali. Naneslo je, da sem letos poleti bil na planini za potok. Večerne silhuete julicev in zgodbe, ki jih je pravil stari sirar. Skratka, tisto, kar sem doživel v mladosti v gorah, sem skušal izoblikovati v radijskih reportažah, pozneje v prenosih. Tega sem naredil veliko in mislim, da še vedno premalo.